Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Fazanerije, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Pred nami je prvi nedeljski obračun 21. kroga slovenskega državnega prvenstva. Mura gosti Aluminij, tudi Luka Bobičanec že nestrpno čaka na današnji obračun. Jasno bo za svoje soigralce tudi v družbi predsednika Mure navijal, stiskal pesti, da bi Mura prišla do druge zaporedne zmage, kajti med tednom, kot kaže, že končal s svojim delom pri Muri. Videli pa bomo, kaj bo to za Prekmurce pomenilo. Bamba Suso medtem poskuša Aluminija v nevarnem napadu. Bamba Suso do zaključka, ob njem je bil Proleta. Feta, dobra podaja v prostor, Svržnjak je zdaj padel, no tokrat pa 11 metrovka. Videli bomo tudi to situacijo seveda v ponovljenem posnetku. V prejšnjem primeru prekrška ni bilo, zdaj je spet Svržnjak stekel v prostor. Feta ga je dobro poiskal. V začetni postavi. Poglejmo pa Feta ali Dermastija, to je vprašanje v 12. minuti. Behar Feta za letom in zelo zanesljivo za vodstvo Aluminija. Gol torej za Šumare. 12. minuta, 1:0. Zdaj bodo gostje tudi hitro pozabili na tisto situacijo, ko je Svržnjak prvič padel. Vidimo pa, Jura Arsič umirja svoje varovance ob robu igrišča. Podpora domačih privržencev, to bodo tudi Akbevor je zdaj pomagal v obrambi. Sala ni bil pozoren, brez komunikacije domačini. Svržnjak lahko strelja, žoga je nekoga tudi zadela na poti do gola, ampak Dermastija na pravem mestu. Bamba Suso, Jagič. Še enkrat se podaja po žogo Koren, ali bo tokrat v prodoru uspešen. Koren, slabo je zaključil. Je sicer takoj pogledal proti golu, to po trojni zamenjavi. Zdaj je odvečna žoga na zelenici. Igra gre sicer naprej, Akbevor do strela in na pravem mestu Rozman. Veliko prostora ima Sajtovski, dober sprejem, Sajtovski je že v kazenskem prostoru, Sajtovski in gol! Aluminij v 80. minuti do vodstva z 2:0. Tako je bilo jasno, da bo nevarno. Zdelo se je sicer, da bo morda Mura preživela, da bodo uspeli zaustaviti Sajtovskega domači branilci, vendar Sajtovski na koncu do zadetka in takoj razočaranje med domačimi privrženci. Veliko slavje pa pri Aluminiju, ki prihaja do vodstva z 2:0. Najprej super sprejem Sajtovskega ob tej diagonali. Tudi Svržnjak se je tu seveda izkazal, potem pa je spremljal Kristjan Trdin nasprotnika, ampak Sajtovski je prišel do zaključka, spravil žogo mimo bloka. Maher je žogo spustil na tlano, zdaj Mura pritiska Aluminija na svoji polovici, ampak ponuja se priložnost Bloudku za 3:0, da tekmo dokončno odloči. Bloudek, Aluminij vodi s 3:0. Mura je na kolenih, 84. minuta. Najprej hitrosti morda ni bilo dovolj, potem pa odlično delo nog in tudi dovolj moči, da je zdržal v duelu Adriano Bloudek. 4. gol zanj v tej sezoni v prvi ligi Telemach in Mura bo doživela boleč poraz. Ja, ni lahko na Fazaneriji. Kot številka 7 za Muro, nič nevarnega. Sana v kazenski prostor, tule zdaj morda priložnost za častni gol, ampak Kenan Kurtović
Nino, zagotovo ste upali, da bi nadgradili uspeh proti Bravo tudi na današnji tekmi, pa se je že od prve minute zdelo, da ni tiste prepotrebne energije. Kako ste vi videli vse skupaj na igrišču? Kaj je šlo danes narobe? Ja, mislim, da danes nismo bili pravi. Danes ni bila to Mura. Tekma je za nami, moramo narediti dobro analizo. Pogled, se izboljšati, imamo čas za 3 dni za novo tekmo in soboto nas že čaka druga. Vidim, da ste zelo razočarani, zato morda samo še neko vprašanje za naprej. Kje mora biti največ napredka pri Muri v naslednjih tednih, kaj morate najprej popraviti? Moramo biti bolj v napadu konkretni in zabijati gole in predvsem bolj mirni. Čestitke za zmago, čestitke za zadetek. Kako pomembno je, da ste potem, ko ste že v uvodnih 2 krogih igrali v kar nekaj minutah dobro, danes prišla še tale prva zmaga v tem koledarskem letu? Hvala za čestitke. Mislim, zelo pomembna zmaga. Po 2 porazih mislim, da res je ena zrela tekma z naše strani. Mislim, da ta zmaga v pravem trenutku proti pravim nasprotniku, da smo se spet malo odlepili in še korak bliže prvemu cilju. Navijači tu v Murski Soboti so prepričani, da so njihovi varovanci prikazali premalo, ampak vi ste najverjetneje tudi svojo igro onemogočili, da bi Mura prikazala več. Kako ste morda spremljali prvi polčas, ko ste bili še na klopi? Pa ja, mislim, da smo se držali vsega dogovorjenega, da smo izvajali naše osnove, da smo poslušali navodila trenerja in v bistvu onemogočili Muro, da se je preigrala neke priložnosti oziroma da so zadeli. Jure Arsič, pomembna zmaga. To je najverjetneje tista prva misel, ko se je tekma končala, ampak zagotovo pa ste zadovoljni predvsem tudi s predstavo vaših fantov, ki so prišli do vodstva, pa potem v drugem delu uspeli ostati mirni, pa nadgradili vse skupaj še z 2 zadetkoma v zaključku. Kako ste videli tekmo? Ja, za nami je ena izjemno pomembna tekma. Predvsem veseli to, da smo nadgradili naše predstave. Jaz sem cel čas govoril, da nismo daleč od pozitivnega rezultata, kajti že v prvi 2 tekma smo izgledali zelo solidno, ampak danes res dejansko to v veliki meri še nadgradili. Tako da menim, da naša zmaga ni bila pod vprašajem niti v nobenem trenutku tekme, da smo odigrali res maksimalno kvalitetno, bili na pravem nivoju energije, taktično disciplinirani in tudi na koncu spet menjave odločile oziroma igralci, ki niso začeli tekme, spet dali svoje, tako da sem izjemno vesel. Kako pomembni so morda predvsem rezervisti? Zdi se, da ima Aluminij zdaj res še več kvalitete na klopi kot v prvem delu sezone. To bo predvsem v takšnih tednih, kot je bil ta 3 tekme, ki so si hitro sledile, zelo pomembne. Pri nas, tako kot sem že večkrat poudaril, ne ločujemo igralcev po tem, kdo začenja tekmo in kdo končuje, in namensko delamo v tej smeri, rotacije kar nekaj in igralci imajo občutek, da so zelo pomembni v vsaki vlogi, ki jo morajo odigrati, in jaz menim, da je to prava pot. To več ni slučaj, tako da danes je za nami ena res odlična partija. Zdaj nekoliko daljši premor, glede na to, kakšen je urnik za naprej, pa potem nova pomembna tekma z Bravom. Ja, se pravim, zdaj imamo malo več pauze, najprej se bomo dobro spočili, zanalizirali, poiskali še potencijala in rezerv, ki vidimo v svoji igri. Se pravim, nov teden, nove 3 točke so na voljo, črto bomo pa sigurno vlekli na koncu sezone. Najlepša hvala. Darjan, iskali ste pot iz krize, jo našli na tekmi z Bravom, danes pa Mura povsem neprepoznavna, sploh če jo primerjamo z 2 že odigranima tekmama. Kje tiči razlog? Večjih stvareh, ampak v glavnem sami ste že omenili. Daleč od tega, da smo se kaj danes zaslužili. Zaslužena zmaga Aluminija, bili so v vseh segmentih boljši. Še enkrat dobro pripravljeni na nas. Mi smo želeli z nekimi spremembami, da prevzamemo neko posest, da dajemo to igre, ampak se je čisto zalomilo. Igralci enostavno dali so vse od sebe, ampak danes pride en ta dan, ko ni šlo nič. Totalna dominacija v vseh stvareh in probali so, želeli smo, ampak ni enostavno, ko so take tekme v igri, imajo določeno prednost že klubi pred nami in to je igra 6 pik. Prvi polčas zabili so ga prvi, to smo se najmanj želeli. Tako je v nogometu, potem razkiraš,
zelo dobro organizirani, zelo malo so nam dovolili, izkontrirali so nas, tako da povsem zaslužena zmaga Aluminija. Trojna zamenjava na polčasu, če bi bilo dovoljenih več menjav, bi najverjetneje še koga pustili v slačilnici že po prvem polčasu, vse takšen občutek sem imel. Ja, danes je bil ta občutek res, ja, hoteli smo nekaj premakniti, ampak totalno prevzemam kot trener odgovornost za mojo začetno postavo, za današnjo predstavo. Nimam kaj dodati. Vem, da vidim v očeh fantov, da so razočarani, da so dali maksimum. To nažalost je bilo daleč premalo danes in ni kaj dosti da dodati. Naslednji izziv, gostovanje v Celju, tako da ne bo enostavno tudi ne v pripravi zdaj na to tekmo, ne po takšnem rezultatu. Seveda, ne samo Celje, tudi če gremo naprej spet Koper, ker medmes je prosto zaradi Domžal. Zavedali smo se tega, ne iščemo nobenih upravičil ali pa alibijev. Že od vsega začetka, od 6. decembra, še enkrat ponavljam, je slika jasna, težko spomlad, težko obdobje za Muro v naslednjih 3-4 mesecev. Treba bo stopiti skupaj, kakorkoli. To so fantje, ki bodo mogli dati maksimum, treba jih podpreti in upam, da se bo na koncu šlo, ker si sam klub to zasluži, tudi navijači in vsi ostali. Rekli ste, treba je stopiti skupaj, zdi se, da se eno poglavje sicer zapira, ne? Grega Ciglar se poslavlja z mesta športnega direktorja, ni še sicer uradno potrjeno. Kako vi čutite to neko podporo s pisarn, kaj ste se dogovorili med zimskim premorom, pa koliko to zdaj vse velja? Iskreno ne bi rad tega komentiral, ker niti sam nimam nekega takega fiksnega podatka. Iskreno, brez komentarja sem tukaj, čas bo pokazal svoje naslednje dni, kako pa kaj naprej. Najlepša hvala.